Lepo pozdravljeni. Danes v naši knjižnici začenjamo z novim sklopom predavanj oziroma pogovorov, ki jih bomo pripravljali v sodelovanju z Zavodom Znanost na cesti. Zavod Znanost na cesti se trudi približati področja znanosti in dela znanstvenikov širši publiki in upam, da bodo še kar nekaj časa z nami, glede na današnji odziv, upam, da še naprej nekaj časa. Danes je pa pravzaprav z nami dr. Majda Pavlin, ki bo povedala par besed o znanosti in napovedala našega današnjega gosta. Izvoli. Vsem skupaj lep pozdrav še z moje strani. Kot je že Nina povedala, smo mi ekipa Znanosti na cesti, ki se ukvarjamo s promocijo znanosti. To se pravi, pač organiziramo različna predavanja, kjer povabimo različne znanstvenike, potem okrogle mize, sleme, mogoče slem vam ni toliko poznan, to je v bistvu na kratko predstavljena ena taka znanstvena tema, ki pa je razumljiva širši publiki. In v bistvu mi se trudimo, da bi na ta način približali znanost ljudem. Zdaj, locirani smo večinoma v Ljubljani, ampak smo nekako se tudi zdaj v Kranj vključili in upamo, da nam bo to uspelo. Danes, mislim, smo zelo zadovoljni, da ste se v tolikem številu udeležili tega predavanja in ne bom dolgovezna, bom kar predstavila današnjega predavatelja, profesor dr. Tomaž Cviter, ki bo danes govoril o teh črnih luknjah, o sliki, ki jo verjetno vsi poznate. Profesor dr. Cviter prihaja z Fakultete za matematiko in fiziko, ki poučuje tudi predmete astronomija in astrofizika. Potem raziskovalno se ukvarja predvsem s fiziko naše galaksije, kjer ga zanimajo take nenavadne zvezde. Je tudi član različnih organizacij mednarodnih, med drugim Galah, Gaja in druge. Poleg tega pa je tudi dobitnik Zoisove nagrade za pomembne dosežke in pa promotor znanosti. Ima tudi predavanja v Bohinju in pa na Voglu, mogoče kdo od vas že bil tam, tako da se trudi tudi on približati znanost ljudem. Zdaj pa bi kar besedo predala profesor Cvitru. Hvala. Dober večer. Ravnokar sem se zavedel, da je tole prvo takole predavanje tukaj, tako da, ja, zdaj me začenja pa trema matrati, kakor pravijo, ne. Ja, poglejte, torej, tema je sama po sebi nenavadna, vesoljske črne luknje, menda se ne bi smeli nič videti, ne. Pa kljub vsemu najbrž niste mogli zgrešiti tega, da je bilo zdajle proti koncu pomladi objavljena tale slika. O tej sliki bomo nekaj povedali, kaj je to slika črne luknje, zakaj in kako lahko kaj takega vidimo. Pri tem se bomo pa vprašali, kaj pravzaprav sploh črne luknje so, pa kje jih najdemo, pravzaprav v astronomiji, v astrofiziki so to nekaj precej, rečemo, običajni objekti, kljub temu, da se slišijo tako čudno. Potem, kakšne so njihove lastnosti, bomo kakšno stvar malo rekli in kot rečeno, na koncu končali z idejo pač tele slike, kako je bila narejena, ne preveč tehnično, ampak vsaj tako, da se človek približno predstavlja. In potem čisto na koncu seveda malo o tem, kam bo šlo najbrž to raziskovanje v prihodnosti. Zdaj, torej, najprej, danes vas niti nimam namena kaj posebej šparati, ne, se pravi, začeli se bo s tem, da boste imeli vsake toliko časa kakšen graf, ne, ki ga bomo skupaj se naučili prebrati, pa ja, tudi kakšna srednješolska ali pa osnovnošolska matematika vam ne bo šla, pač prav vam je, če ste pršali, ne. Zdaj, kaj imate tukaj na grafu narisano? Dve osi sta, ne, vodoravna os je koliko imate neko zvezdo, koliko ima snovi, koliko ima mase. Zdaj, v kilah bi bilo to neka malo prevelika številka, zaradi tega sem stvar naredil v masah Sonca. Pa takole je, ne, da če tole piše 1, to piše že 10, pa to piše že 100, se pravi, tehnično gledano logaritemsko merilo je zelo hitro raste. Ta bolj masivne zvezde na desni, ta manj masivne na levi.
Kaj pa na navpični osi? Na navpični osi je pa, koliko je svetla zvezda. Spet v enotah tega, koliko je svetlo sonce, tole je ta nivo enke, potem pa tole so tiste ta temni objekti, tamle gor so pa tisti ta grozen svetli. In potem vidite tukaj eno tako modro obliko. To modra oblika so vse sorte običajnih zvezd, take kot je naše sonce, ki spajajo kakšne vodiku helija ali kaj takega, različno starih, različnih mas in tako naprej. In vidite, da pravzaprav naše sonce bo štašama šlo samle gor k bolj svetlim zvezdam, na drugi strani tale del je še prazen, zaradi tega, ker te zvezde tukaj spodaj se še niso uspele razviti, ampak kar nas pa danes bolj zanima je pa, kaj je spodaj pod tem območjem modrim območjem, kjer so zvezde. Najdete kakšne take bolj eksotične objekte s čudnimi imeni, eno se jim reče bele pritlikavke, niso ne bele, so pa mačkane, se pravi, kakor vidite, masa je tam malo manjša od mase sonca, velikost pa približno velikost Zemlje, se pravi, zelo gost objekt mora to biti. Potem imate tukaj neko zadevo, ki se reče nevtronske zvezde, iz samih nevtronov, zelo čudni kajoni, majhen več kot masa sonca imajo, veliki so pa samo še kakšne 10 kilometrov. In potem, če gremo tukaj na desno, pridemo do tega, da so od tele črtkane črte na desno ne morete imeti več nečesa, kar bi še zmeri stalo pri neki velikosti, kjer bi torej privlačno silo težnosti nekdo v ravnovesu v obratni smeri in zaradi tega se ta stvar skupaj sesuje in pride do tega, da imate črno luknjo. Pod pogojem, da ta stvar ni presvetla. Se pravi, tukaj gor je območje zvezd, ampak cel tale desen spodnji vogal tega diagrama, kar veliko območja zauzema, so, verjamemo, da črne luknje. Seveda, kakor vedno je Einstein to napovedal, ampak tega danes ne bomo v kakšnih posebnih podrobnostih gledali. Gledali pa bomo, kako priti do te ideje, kako priti do zgodbe, da bi človek vedel, da je objekt v temle desnem spodnjem vogalu. Torej, da ima zadosti veliko maso, pa da je toliko temen. In zdaj, kot rečeno, matematika vam ne uide, najprej se bomo pogovarjali o relativno preprostih stvareh. Recimo, če vzamemo sonce. Kako pa sonce stehtamo, če bomo hodili po črno luknjo? Ja, sonce stehtamo tako, da uporabimo Zemljo. Zemlja gre svojih 150 milijonov kilometrov, tam piše, je preč od sonca in gre približno po krogu, menda v enem letu enkrat okrog pridemo. Če te dve zgornji številke v prvih dveh vrsticah podelite, gotovite, da gremo kar hitro, naredim ringelšpilu, svojih 30 km na sekundo se peljemo. To je kar hiter, zaradi tega, ker je seveda to mnogo več, kot so hitrosti, ki smo jih navajeni na Zemlji, gre pa seveda, ko se sreči ozračje z nami, pa zato ne piha premočno. Potem je pa tako, da ker se Zemlja giblje po krogu, jo torej noter vleče privlačnost Sonca in velja takale preprosta enačba za kroženje, ki se jo nekje v srednji šoli človek nauči. In če v tej enačbi torej mi poznamo, koliko hitro gremo, pa če poznamo, koliko daleč smo, se da z tega zračunati, kolikšna je masa Sonca in dobite, če vas prav posebej zanima, da je to 2x10 na 30 kil, se pravi Sonce je približno 300 000 bolj masivno, kot naša Zemlja. Še ena stvar je mogoče zanimiva, tole hitrost, se pravi 30 km na sekundo imate, če greste po krogu, kot smo rekli. Če bi pa hoteli uiti, se pravi izstreliti recimo raketo, ki bi šla ven iz našega osončja, pa pravzaprav bi rabili samo nekoliko večjo hitrostjo, samo ena dvojka se tukaj noter naštima, prav srednješolska fizika in rezultat bi bil 42 km na sekundo. Ta stvar nam bo pri črnih luknjah še prav prišla. Zdaj, če probamo tole stvar pogledati, a ni to nekaj takega, bi človek mislil malo naivno, da če imamo zdaj hitrost, ki jo rabimo za to, da uidemo iz črne luknje, ko sem ravnokar rekel, da je takole napisano, če je tale R, neke sorte polmer črne luknje, če bo ta hitrost enaka hitrosti svetlobe, potem pa tudi svetloba nekako bo imela težave uiti. Samo svetlobna hitrost seveda ni njena hitrost 42 km na sekundo, kakor je bilo iz naše Zemlje za uiti ven iz osončja, ampak je hitrost svetlobe bistveno večja, 300 000 km na sekundo. In ko imate posebno veselje s temi enačbami, to stvar okrog obrnete in ugotovite, da bi črna luknja, ki bi tehtala toliko kot Sonce, bila velika svoje 3 km.
Če bi bila točno maso imela kot Zemlja, pa vstavite noter številka, ja, potem je to ena frnikola, ki jo spravite v žep. In če bi bila pa ta črna luknja grozen masivna, kar mi bo danes všeč, je nekih 6,5 milijard mase Sonca, kar se bo skazalo, da tista slikana črna luknja ima tako maso, da v tem primeru bi bila pa to zelo velika razdalja, kakor vidite, večkrat 100-kratna razdalja Zemlja Sonce. Se pravi, kar bomo iz tega pogruntali, je, da tale 3 kilometre pa masa Sonca, to mora biti nekaj grozen gozdga, ena frnikola pa cela masa Zemlje, človek sploh ne more pomisliti, koliko blazno gosto bi to moralo biti. Medtem, ko če tukaj malo pogledate, večja, ki je masa, večji je polmer. Aha, če imam jaz tukaj 10-krat več snovi, imam 10-krat večji polmer črne luknje. 10-krat večji polmer ene kugle, ima pa 10 tisočkrat več prostora noter. Se pravi, 10-krat več snovi, pa 1000-krat več prostora, povprečna gostota, torej 100-krat manjša, 10 deljeno s 1000 je 1/100. Kar pomeni, da zelo masivne črne luknje pa morda, kot je ta tukaj spodaj, pa sploh niso tako zelo izjemno goste, recimo za tole v ta spodnji vrstici račun pokaže, da je njena gostota podobna gostoti zraka v tejle sobi. Zdaj, zadnja vrstica se mečkam posuje s pepelom. To, kar sem tukaj izračunal, ni čisto prav. Zakaj ne? Ja, zaradi tega, ker ne velja taka preprosta fizika v primeru črnih lukenj. In bi bilo treba to stvar zares računati, kot je Einstein to naredil. Tega seveda ne znamo, pa nimamo časa, je pa fino, da rezultat prije pa prav. Se pravi, povsod smo malo golfali, na koncu je pa prav ven prišlo in zaradi tega pač lahko za takle preprost ilustracijo uporabimo tak način razmisleka. Zdaj, nasplošno črna luknja je torej nekaj precej masivnega, pa precej majhnega. In kaj rabimo za to, da jo bomo opisali, ja, najbrž koliko ima snovi, potem najbrž, s tem tudi povemo že koliko je velika, potem najbrž lahko se suka, lahko se vrti, to bo najbrž ena lastnost, ki je pomembna. Pa v praksi, saj v naravi najbrž nič kaj dosti drugega. In zdaj tisti, ki razumete angleščino, boste vedeli, da je pravzaprav tale uradni izraz, ki pravi, da velja nekaj, kar se mu reče no hair theorem. Hair je v angleščini lahko ne samo lasje, ampak tudi dlake. Ima seveda ta stvar nenavadna, puritanska v začetku 60-ih let, ko je bilo tole izumljeno, da bomo temu tako rekli, čisto uradno, nenavadni izraz sam po sebi. Zdaj, kot rečeno, o povprečni gostoti smo rekli in smo rekli, da majhne črne luknje lahko zelo goste, zelo velika pa ni nujno, da tako. Zdaj, nekatere stvari mogoče takole, preden se jih lotimo, ki jih najdemo, pa kakšne so, se splača še omeniti. Recimo tole je en članek, ki je zelo dosti svež, april letos, ki je šel gledati, kakšne črne luknje dejansko najdemo v vesolju in je pravzaprav v veliki meri izklopil variante, da bi imeli kakšne majhne mase, kot so recimo, da bi bil en kamen sesut, masa kamna sesuta v črna luknja ali pa še manjše mase. Tega pravzaprav, kot vse kaže, v vesolju ni. In če ste navdušeno brali kakšne knjige slavnega fizika Hawkinga, ki je govoril o izhlapevanju črnih lukenj, to je zelo lepa teoretična ideja, ki pa, kot vse kaže, se bo skazala, da v naravi nekako ni izvedena, oziroma saj zaenkrat v to smer stvar kaže. To je taka sam drobna pripomba na robu. Zdaj, kako zadevšno najti? Ja, se pravzaprav ni tako zelo težko. Če imaš črno luknjo, imaš veliko snovi na kupu. Zdaj, če okrog ni ničesar drugega, boste imeli težave, ampak kar pogosto so pa zvezde, črne luknje tudi, družabne. In se najdeta dve, se pravi ena običajna zvezda, pa ena črna luknja, ki krožta takole, kot je tamle na desni, okrog iste točke. Taka dvojna zvezda, samo ena od obeh je v tem primeru črna luknja. Zdaj, narodni je samo to, da to zdaj ne bosta dve zvezde, ampak bo ena zvezda pa ena črna luknja. In zdaj zgodba je pač takšna, da mi bomo samo eno zvezdo lahko videli, v črne luknje najbrž ne. Ampak, ja, saj poznate tole zgodbo, če ste šli danes popoldne malo ven, ko vrtite svojega otroka, ali pa se vi seveda vrtite pri staršev, če ste še bolj tam majhni,
potem veste, da je zgodba taka, da ni res, da sam ta malo pa še okrog skače, pa vriska, ampak tudi mama v tem primeru se mora malo proti teži dajati. Tako je tudi pri zvezdah. Tudi pri tej zvezdi se bo videlo, da se dejansko giblje, da se kroži okrog nečesa in da tisto drugo, v tem primeru recimo ta otrok, ga pa ne vidite, ker je pač, kot smo rekli, to v našem primeru zvezda pa črna luknja. Ideja je, iščemo ali najdemo kakšno tako zadevšno, da bi imeli torej eno zvezdo, ki kroži okrog nečesa, kar je zelo masivno. Če je bilo zelo masivno, bi bila običajna zvezda, smo prej videli, bi moralo biti zelo svetlo, pa ni zelo svetlo, torej velika masa, pa nič se ne vidi, to pomeni, da moramo imeti torej tam črno luknjo. In tole je bil prvi takle primer, ki so ga zelo jasno odkrili. Astronomi smo včasih zelo nepoetični temu objektu, ima telefonsko številko A0620-00, to so neke koordinate na nebu, ni zelo pomemben. Skratka, telefonska številka na mobitelu, ki je danes vaš imenik boljš ve kot vi. V tem primeru, kaj so videli je, kako se oddaljuje in približuje zvezda prek Dopplerjevega premika in vidite, da je relativno močno približevanje, oddaljevanje, tukaj gre za svojih 400 km na sekundo, proti vam preč od vas, proti vam preč od vas in tako naprej. In to v kratkem času, vsega 7 urah naredi en tak cikl in z tega se pol da zračunati, da mora biti tukaj masa vsaj 3 mase Sonca, kar ne more biti več noben drug temen objekt, kot bi bila tista bela pritlikavka ali pa nevtronska zvezda, torej mora to biti črna luknja. To je bil tak čist primer, pomemben je za tale račun, ne rabite nič drugega, kot čist klasično fiziko, čist običajen Newtonov zakon, nič drugega posebej hudega ni treba imeti. Zdaj, včasih se to, da se nekdo giblje okrog neke črne luknje in zato potuje po krivem tiru, tudi zares vidi. Recimo, če gledate središče naše galaksije, imamo tukaj tale plus oznaka, je tam, ki je središče naše galaksije, tele točke svetle so pa posamezne zvezde in tam na levi zgori imate leta, od leta 1992 do leta 2006, pa to so zdaj potegnili seveda še za 1 desetletje naprej. In vidite, da se te zvezde gibljejo po enih takih eliptičnih pentlah okrog nečesa, kjer je samo plus označen, nič se ne vidi. In se da računati, koliko dejansko mora biti snovi v tistem plusu, da bo tele zvezde s tako silno hitrostjo potovale okrog. In rezultat, ki ga dobite, je, da mora biti v tem plusu noter za 3 milijone mas Sonca. Kar pomeni zelo veliko, spet enkrat črno luknjo imamo v središču naše galaksije in spet enkrat niste rabili čist nič drugega, kot čist navadno Newtonovo klasično fiziko, da ste prišli do te mase. Zdaj, če malo tukaj, kar bomo se občasno malo obrnil na to, da bomo omenil, kdaj je bil tudi kakšen prispevek kakšnega Slovenca, tukaj omenimo Andrejo Gomboc. Andreja Gomboc je recimo jo pred začetku kariere zelo zanimalo vprašanje, kaj se zgodi, če neka takale zvezda, kot smo videli na tistem prejšnji prosojnici, zaide preblizu črne luknje in pade noter in rezultat je, tukaj imate, kako se njeni sev spreminja, malo potemni, pa naredi žing, ene 3krat okrog, ene 3krat pobliska, potem pa požreje konec zgodbe. In take bliske so dejansko v primeru naše galaksije, še nekateri drugih galaksij, kot kaže, opazili, se pravi, da nekateri objekti včasih res noter padejo. Ni nujno, une zvezde, ki smo prej videli, lepo živijo v bližini, pa ne padejo not, so dosti daleč, nekatere pa not padejo. Tako da taki računi znajo biti pomembni. Če nasplošno govorimo v tem članku, kar vidite, ta drug avtor je Andrej Čadež. Andrej Čadež, moram omeniti, tudi moj seveda mentor in profesor, danes zaslužni profesor naše univerze, je, bodimo kar malo ponosni, on je bil ta prvi, ki je izračunal, kaj se zgodi, kadar 2 črni luknji trčita. To je bilo, kot vidite, danes že kar davnega leta, svojih skoraj da 50 let nazaj. In kljub samo treba mogoče omeniti, da Kip Thorne, ki je dobil za odkritje gravitacijskih valov Nobelovo nagrado, je Andreju Čadežu jasno rekel, da je bil on torej začetnik te numerične teorije relativnosti. Tako da en majčken košček tiste nagrade bi lahko si jo tudi naš profesor rečemo, rekel, da je del njegov.
Zdaj, poleg tega pa kasneje bom govoril o gravitacijskih valovih in o nekem interferometru, ki še vedno piše zgodovino, interferometru LIGO, to je tisti, ki je dobil tisto Nobelovo nagrado, ko sem jo prej omenil. In zopet tukaj sta navedeni dve stvari, ko je bil Čadež na Caltechu in del te ekipe v poznih 80-ih in začetku 90-ih let, je na en stran nekako pokazal, kako je treba v tem inštrumentu pravilno vpeti zrcala, da se ne bojo preveč tresla. In ta druga stvar, ki jo je pokazal, je, da morajo opazovati v infrardeči neuvidni svetlobi, kar je pač tudi bilo pol kasneje izvedeno. In ja, te stvari včasih trajajo dolgo časa, kot rečeno, pred par leti so zdaj končno uspeli detektirati s tem detektorjem gravitacijske valove, kar je bilo prvič sploh v zgodovini taka direktna stvar in kot rečeno, je bila pol ena Nobelova nagrada, ne? Zdaj, o teh gravitacijskih valovih ste verjetno slišali tam leta 15, 16, 17. Kar se dogaja je, da so opazili nekaj, kar pravzaprav ni bilo pričakovano. V tem diagramu bomo samo nekatere stvari omenili. Eno je tole, ena črna luknja je imela tolikšno maso v masah Sonca, drugo je imela tolikšno maso v masah Sonca, na koncu je pa nastala takale črna luknja s tolikšno maso. Ker vidite, matematika ne štima, tole plus to ni enako temu, se pravi 35 plus 30 ni 62, razlika je šla neposredno energijo v smislu tresenja prostora, v smislu gravitacijskih valov in tukaj imate naštetih nekaj telih dogodkov. Tale ta zadnji je edin malo drugačen, ker sta se dve nevtronski zvezdi skupaj zlili, ne črni luknji. Kar je nenavadno je, nihče ni pričakoval, da boste takele črne luknje v naravi sploh imeli. Pričakovali smo, da imamo take s 3, 5, 6 masami Sonca, pa take z milijonom mase Sonca, pa tudi zelo take z milijardom mas Sonca, take z nekaj 10 pa ne. In to pomeni, da mogoče so to črne luknje, ki prihajajo zelo iz prvih zvezd v vesolju, se pravi, ker bo vesolje še zelo mlado. Je pa seveda to ena zgodba, ker vidite, trenutno imamo tam 5-6 dogodkov, je pa seveda ta inštrument deluje dalje in recimo v bližnji prihodnosti, pravzaprav že v tem letu, zgleda, da se je nekakšne 20 dogodkov nabralo, ki so jih uspeli detektirati. Zdaj, kaj dejansko tukaj vidijo nekaj tazgale, da ko takile dve črni luknji zaokrožita vedno bližji, na koncu močno zatresata prostor okrog sebe in pri tem zlitju pride do enega tazga močnega, vedno hitrejšega tresanja prostora in te valove, kot v bistvu tresanje prostora, spreminjanje razdalj med temi zrcali v tem inštrumentu opazijo. Gre pa seveda za zelo majčkene premike in je bilo zaradi tega ta stvar zelo težavna za zmeriti. Tukaj je, kot rečeno, ena čist nedavna zgodba, se pravi od 1. aprila pa do julija letos, kot rečeno, še 18 dodatnih dogodkov, ki pa jih zaenkrat še preučujejo, se pravi, še niso dejansko objavljeni in potrjeni. Kar vam hočem s tem povedati je, to se vedno dogaja v raziskovanju vesolja. Najprej nekaj iščeš, ko zmešan, pa ne rata. Potem na koncu najdeš malo drugače, kot si pričakoval, smo rekli, malo drugačna masa. Potem si ves vesel in je to svetovna novica, ker končno je uspelo nekaj najti, kar smo iskali. Potem se pa počasi iz tega naredi industrija, in potem dobiš najprej 5 dogodkov, pa jih je 10, pa si še zmeraj vsakega vesel, pa jih je pa 100, pa jih je pa 1000. In to je pomembno, zaradi tega, ker iz primerov en primer, za katerega sem ves pameten in vse razumem, kako gre, na koncu dobim cel vzorc, celo populacijo in na koncu končno razumem, kako te stvari gredo. Sprav s tem, ko je teh dogodkov več, bomo s časoma razumeli dejansko, zakaj imamo te črne luknje, kot sem rekel, z nekaj 10 masami Sonca. Ja, omenili smo črne luknje, torej zaenkrat v zvezdnih parih jih lahko najdemo, kot tukaj, da se zlijajo skupaj dve črni luknji, lahko jih najdemo v središču galaksije, lahko jih najdemo pa v središču tudi zelo oddaljenih galaksij. Recimo tale zelo neugledna rdečkasta pikca, rdečkasta je zaradi tega, ker je tako zelo daleč in se zato zelo hitro oddaljuje, je tak primer zelo aktivne galaksije, kjer vemo, da večina tele drobne svetlobe prihaja pravzaprav iz enega zelo majhnega območja, ki mu lahko rečemo, da je območje črne luknje. Take galaksije v oddaljenih črnih luknjah preučuje z eno tehniko, ki se reče gravitacijsko lečenje. Tale gospa z imenom Maruša Bradač
Maruša je profesorica na University of California Davis, zdaj pa od oktobra do januarja tudi na naši fakulteti gostujoča. Tako da, Marušo, zanimajo to vrstni oddaljeni objekti, kjer se vam zgodi, da nek objekt z zelo veliko maso pride praktično na isto črto gledano od vas, pa ta objekt pa nekdo zadaj in preslika svetlobo tistega zadaj proti vam. In zaradi tega mogoče ta stvar zadaj rata na en stran svetlejša, to Marušo zanima, ker na ta način dobi najbolj oddaljene galaksije, ki jih to gravitacijsko lečenje posvetli. Na drugi strani imate pa na ta način možnost, da opazite, da je nekdo bil vmes med vašim izvorom svetlobe pa vami, kljub temu na nič svetlobe naseva. In na ta način lahko odkriješ tako zablodelo črno luknjo, ki ima veliko mase, nima pa veliko svetlobe. Zdaj, govoril sem o črnih luknjah v oddaljenih galaksijah. To, da vemo, da gre igra, da je tukaj črna luknja v igri, je en takle precej kompliciran nabor grafov. Edino, kar rabite tukaj pogledati, je vodoravna os na teh grafih, ki pravi, kakšen je čas. In vidite, da se ti časi spreminjajo v rangu velikosti dni, pa včasih, dobro, tukaj prije pa do let. In na navpični osi imate pa, koliko je nek objekt, ki so ga gledali tako, središče oddaljene galaksije svetu. In vidite, da se skozi spreminjajo, skozi gor pa dol te stvari skačejo, kar je grozno nenavadno, zaradi tega, ker običajna galaksija je velika za 100.000 let potovanja svetlobe in ne boste pričakovali, da se bo v enem letu, še manj pa v parih dneh karkoli hudega zgodilo, ker bi bilo zelo nenavadno, da bi vse skupaj hkrati ugasnilo. Medtem ko, če je pa ta objekt zelo mačkan v resnici, ne velik 100.000 svetlobnih let, ampak mogoče samo en dan potovanja svetlobe, ja, potem se pa lahko zgodi, da nekaj not pade pa za svet, takrat, ko not pada, drugič pa nič not ne pade, pa je zaradi tega temno in imate nek spremljiv objekt, ampak veste, da je mačkan, veste, da je zelo mačkan, da je zelo svetu in iz tega lahko ugotovite, da mora biti to tako droben, tako kompakten objekt, kot je lahko samo črna luknja in padanje snovi vanjo. Zdaj, takole padanje snovi v črno luknjo je tudi nekaj, kar je botrovalo tisti sliki črne luknje, ki smo videli na uvodni prosojnici. In če malo gledamo, take stvari poznamo že kar nekaj časa, ki so precej dramatične za videti. Recimo tukaj imate en takle primer, ena galaksija, tukaj na sred zelo svetlim jedrom, ker je tukaj nota črna luknja, to je ta galaksija v celoti, tole torej je velikost na 100.000 let potovanja svetlobe, pa kar vidite je, da tole vidno sliko, ki je tukaj z modro barvo narisana, kombinirate sliko v radijski svetlobi, pa opazite, da lepo centrirano na tale objekt vidite tukaj en curk snovi, pa vidite tukaj en ušes, pa tamle gore en ušes, lepo simetrično, krasno poravnano. To ne more biti slučaj. Dejstvo je, da ta centralni komandant, centralna svetla pika nekako vpliva na to okolico, najbrž prek tega, da iz te neposredne okolice dobesedno šprica snov v obe smeri in potem tukaj vidite to ustavljanje slovi kot en takle žark, tukaj pa samo snov, ki leti v obliki tacgale curka. To so ogromne skale, kot rečeno, mnogo večje, kot je naša galaksija, kar pomeni, da mora biti zelo velike energije na voljo in ja, v bližini črne luknje grejo stvari zelo hiter in lahko znaten del tiste končne limite mc kvadrat ven dobite. Takile primeri so dramatični, ampak manj dramatične primere vidimo pa tudi v naši galaksiji. Tole skica ene eksotične zvezde z oznako SF433, spet nepoetično ime, SS nima veze s kakšnimi Nemci, ampak je to Stephenson Sandlik, pač prvo do avtorja nekega članka in Bog pomagi 433. objekt v tistem katalogu, ki pa je nenavaden, ena najsvetlejših zvezd v galaksiji sploh in ima tukaj na tako črno luknjo, ki je s četrtino svetlobne hitrosti ven špricajo curki, pa obenem še takole opleta in dobite en takle spiralno vzorco. To sem recimo svoje čase delal za svoj doktorat, pojasnil naravo tega objekta. In take stvari vidimo nekako podobno, da tako kot rečeno v dve strani špricajo curki snovi iz okolice črne luknje, ki se prek enega tazga torusa hrani snovjo iz okoljne galaksije. Vidimo marsikje v teh aktivnih središčih galaksij.
In kar je, naprimer smo tudi svoje čase počenjali, tam na gor je, spodaj je referenca omenjena, smo nekako take objekte probali razvrstiti po tipih in na koncu smo imeli nekatere napovedi in recimo zabavno je, da ko pogledate to sliko črne luknje, ki so jo naredili, tele stvari, ki tukaj pišejo, nekako so popolnoma skladne s tem, kar smo takrat napovedali, da mora tak objekt imeti, se pravi tele lastnosti hkrati in jih dejansko ima, ne, se pravi, da kot, no, znate sami prebrati. Ne? Zdaj, govorili smo o teh curkih snovi, mogoče še kakšna slikca, že zaradi tega, ker je zabavno za pogledati in ker bomo potem pri galaksiji M87 podobno gledali. Tukaj je tale pač mojih objekta, ne? In potem vidite takle curk snovi, ki celo, če povečujete skalo, ga zmeri znova vidite in vidite tudi, da je nekako takšen le zrnata, ne? Se pravi, da ni enakomeren, ampak da včasih malo več, včasih manj špricna in je to nekaj tazga, kot če je imel zalivalko za vrt, ko vodo šprica, pa ne bi čisto enakomerno delali in imaš pač posamezne pol kaplje vode, ki ven letijo, ne? Zdaj, takale ogromna stvar, se pravi, iz osrednje galaksije šprica takle curk snovi, zelo vpliva na okolico take galaksije. In to je ena stvar, s katero se ukvarja kolegica Dunja Fabijan, namreč z tem, rečemo, snovjo, ki prihaja iz okolice črnih lukenj v aktivnih galaksijah, dobesedno kot z eno ogromno metlo pometate plin v okolici galaksij in ga pravzaprav spravljate proti sami galaksiji. Recimo naša galaksija, če ne bi imela tiste osrednje črne luknje, zelo verjetno v njej zdaj ne bi več nastajale kaj nov zvezde, ker bi zmanjkali plina, s katere zvezde nastajajo. Na ta način pa razumemo, da kljub temu, da je naša galaksija stara kakšne 10 milijard let, še vedno v njej nastajajo nove zvezde, recimo v zvezdi Oriona, ne? Zdaj, mogoče še ena taka drobnarija omenjena pa pomembna, ja, če ven šprica snov, potem bi pa mogoče to snov kdaj lahko videli, ker so ti objekti zelo delči, to seveda zelo malo verjeten, ampak tukaj recimo Gabriela Žeharijaš je bila del ene zelo obsežne skupine, ki je pa odkrila en delec, nevtrino se reče temu delcu, zelo energetičen, odkrili so ga z enim observatorijem v Antarktiki, ki je njegov smer, iz katere je prišel, natanko sovpadala s takole aktivno galaksijo, to je seveda umetnikova slika celotne zgodbe, ampak dejstvo je, da na ta način smo z izjemo Sonca, pa z izjemo kakšnih bližnjih zvezd, pa z izjemo kakšne supernove v Magellanovem oblaku je to pravzaprav najbolj oddaljen nedvoumno delc, ki smo ga kdaj zaznali in identificirali, od kje je prišel, ne? Zdaj, ja, dajmo počasiti proti naši tej galaksiji, ki je naredila to, omogoča narediti tole neposredno sliko črne luknje. Zdaj, da je ta galaksija nekako tako aktivna, da bi znala imeti osred črno luknjo, vemo že dolgo. Približno leta 1916, ja, je bil objavljen en katalog, v katerem je nek gospod rekel, ja, da vidi pravzaprav eno tako palčko, ki vam kaže središča te galaksije in da ta palčka najbrž ni napaka njegovih opazovanj, da res vidi nekaj podobnega. Tej palčki danes rečemo curk snovi, ne? In tole je bolj modern posnetek tazga curka snovi. Se pravi, še enkrat, kaj vidimo, osrednja območje črne luknje in potem tale curk, ki šprica ven, ne? Zdaj, kar mogoče ima smisel iti pogledati, je, kako ta stvar je nekako v pravem merilu in kako se ta stvar premika. Pa dajmo najprej iti na premika, namreč, kakor vidite, ni enakomeren curka, ne, kot smo primerjali prej zalivalko, nekako ponekod, ne, je več zgoščin, vmes so pa praznine, pač ne enakomerno šprica, ne. In to pomeni, da ti lahko narediš sliko zdajle, narediš sliko čez nekaj časa, pa spet čez nekaj časa in spremljaš, kako te kapljice ven letijo, ne. In tukaj dobite en tak zelo hecen efekt. Tukaj imate primer za tale naš curek, se pravi tam gor tiste kvadratek povečan. Nekako boste se strinjali, da v posameznih letih narejena opazovanja kažejo na to gibanje na desno. Edino, kar je hecen je, da ko pogruntate, preračunate čist preprost račun, za tok pa tok se premakne v kotu, ta galaksija je tok pa tok delč, koliko hitro mora leteti ta zadevšnja, ne?
Ko to zračunaš, ugotoviš, da gre zadeva s 6-kratno hitrostjo svetlobe. In rečeš, opla, tukaj pa nekaj ne vštimala, ne, se nobena stvar ne more biti hitrejša, kot gre lahko svetloba. Ne. Ja, pa je lahko videti hitrejša, čeprav v resnici je počasneje kot hitrost svetlobe. Zakaj? Ja, zaradi tega, ker tale curk, če je tukaj le ta središče, pa črna luknja in je tole smer curka, če je usmerjen skoraj da proti zemlji, potem boste videli, da se curk odmika, to je to, kar opazimo, ne? Obenem pa, kar ne vidite, ampak je res, da se vam zelo približuje. Ne? In ko jaz vidim, da se je premaknil od recimo tegale do tegale območja nek tale, rečemo, zgostitev, ne, kaplja v curku, je treba upoštevati, da se je med tem tudi zelo približala zemlji, ker leti skoraj v smeri zemlje. In kaj se je zdaj zgodilo? Ja, tukaj je svetloba štartala na začetku, to je šlo nekako pod tole, ne? Ko smo prišli do semle, je štartala tukaj svetloba, ki jo bomo videli premaknjen košček, ampak tista iz prvotnega je prišla pa šele do semle. In kar je pomemben je, da vidite, da ima zelo majčken zamik, ker leti ta stvar skoraj na svetlobno hitrostjo in skoraj da proti vam. Tem efektu, ko mu rečemo nadsvetlobno gibanje, to je en tak najbolj preprostih efektov Einsteinove teorije relativnosti, ki bo vedno res, če je tale kot relativno majhen, pa rem 87, sam 17 stopinj glede na smer proti zemlji, smer curka, se pravi skoraj proti ven šprica, zaradi tega tudi samo enega vidimo, ne obeh. In ta druga stvar, če je ta curk zelo hiter, skoraj da svetlobno hitrostjo se mora gibati. Ne? Zdaj, ja, če tukaj le malo še koga omenim, naš docent Janec Kos, je pa potem iz tega so pogruntali, da mora biti v tem curku snovi zelo močna magnetna polja, ker če ne je bila tako močna magnetna polja, potem ta curk enostavno ne bi mogel potovati skozi prostor med galaksijami, ker bi ga okoljni tlak, okoljnega plina, tako kot recimo zraka v tej sobi, dobesedno strl, se pravi, da bi ga skupaj stisnil. Se pravi, mora dodatno imeti močno magnetno polje, kakor bomo videli, tisti posnetek močno potrjuje natančno to napoved iz parih let nazaj. Ne? Zdaj, tukaj je tale video, ki ste ga gledali na začetku, že parkrat, da ga dajmo samo komentirati. Se pravi, na začetku vidite običajen posnetek galaksije celotne M87, je njeno telefonska številka. Potem gremo pa zoomirati noter. Ne? Se pravi, vedno večjo povečavo gledamo, tako kot smo prej. Ne? Tole so zdaj posnetki s Hubblovim vesoljskim teleskopom. Zdaj smo iz posnetkov v vidni svetlobi kot Hubble prišli v radijsko svetlobo, zaradi tega, v radijski svetlobi lahko, kot bomo pojasnili, dobimo bolj podrobne slike, kot v vidni svetlobi. In vidite, da vedno bolj noter zoomiramo, vedno bolj noter smo nabarvali, so zdaj umetne, ne? Ampak vidite, vedno bolj drobno in na koncu prijemo res, že zelo povečamo proti temu centru, še povečamo proti centru, tole je samo še 3 leta potovanja svetlobe, tole so samo še 3 leta potovanja svetlobe, tukaj noter se nekaj dogaja, tukaj noter se nekaj dogaja, še enkrat povečamo. In zdaj se bo pa počasi zgodilo to, ne, da v tej povečavi čist že res dokončni, izjemno povečana in zelo podrobna slika, tukaj le noter, ne, se bo pa potem pojavila v istem merilu narisana tale slika, ki se je uspel narediti s tem teleskopom EHT, Event Horizon Telescope, se pravi s tem, ta najbolj podrobna slika kjerkoli makroskopskega objekta, ki smo jo do zdaj naredili. V fiziki delcev, v atomski fiziki znamo še bolj podrobne stvari gledati, ampak tukaj je pa kotno gledano to najbolj podrobna slika do zdaj. Zdaj, tole sliko se seveda splača majčkeno razumeti, ne? Kot rečen, grozen podrobna, če ima kdo kakšno veselje, v tej skali tole je dolžina kota, ki bi merila 50 milijonink ločne sekunde, se pravi popolnoma nepredstavljivo podrobna stvar. Ne? In kar vidite, vidite nek obroč in vidite, da je ta obroč na eni strani malo svetlejši, na drugi strani pa malo temnejši. Zdaj, prva zgodba je, da se z tega obroča da zelo preprosto zmeriti, da je torej njegov polmer 24 milijonink ločne sekunde, pri tem, da vemo, da je ta galaksija 55 milijonov let potovanja svetlobe daleč,
lahko iz tega ugotovite, da tale obroč je pa na 2,6-kratni velikosti polmera črne luknje. Tam je tista svetloba, ki jo zdaj mi dejansko vidimo, in torej 2,6 krat tista enačba, ki smo jo imeli na začetku 2GMC kvadrat, dobite tolikle. In kad tole na levi strani poznam, na desni strani pa tudi me zanima ravno masa, lahko maso nazaj obrnem in ugotovim, da mora torej ta črna luknja imeti 6,5 milijard mase Sonca. Zdaj, odkje ta svetloba na 2,6-kratni velikosti črne luknje? Zdaj, nekako človek bi si lahko takole predstavljal, tam ste že zelo blizu črne luknje, če je bili na enem polmeru, pa ne boste nič videli, kad tam svetloba gre sam še noter. Če ste zadosti daleč, potem spet ne boste nič videli, zaradi tega, ker tam gre svetloba pač mimo in zakaj bi bilo tam posebej svetlo. Ampak 2,6 je pa tista meja, kjer dejansko svetloba začne nekako krožiti takole okrog črne luknje, ne? In sveti seveda naprej. Ne? Vsake toliko časa bo kakšna svetloba noter padla, vsake toliko časa pa kakšni uspelo se izogniti temu kroženju in bo šla proti vam in jo boste vi videli. Sprav situacija je taka, da si predstavljate, da opazujete luno. Luna je pač krogla. Ne? In zdaj na tej luni si predstavljate, da imate zelo veliko takih vozil, kot so jih imeli pri Apollo. Ne? In vsako od teh vozil ima žaromet, s katerim si osvetljuje pot. Ne? In te vozila so tako, kot v kakšni zmešnjavi na naši avtocesti v jutranjih urah, vozijo vse mogoče čisto neurejeno, vse mogoče smeri. Kaj boste vi na koncu tele lune videli? Tam na sred lune ne boste videli, da je svetlo. Zakaj ne? Ja, zaradi tega, ker so žarometi obrnjeni levo ali pa desno ali pa gor pa dol. Tam na robu lune, ne? So pa zgolj, da bo neki avto točno proti vam svetil, seveda nekateri tudi preč od vas, ampak nekateri bojo res proti vam in bojo naredili takle obroč okrog lune, ko bo svetil. To je ista zgodba, ne? Imamo eno tako kroglo, vse mogoče smeri gre ta svetlova, ampak tista na robu ima to šanso, da če jo uspe veniti, potem bo šla proti vam in zaradi tega vidite takle svetu obroč. Ne? Se pravi, dobesedno prostor je tako močno zmaličen, tako močno kriv, tako močno vpliva ta gravitacija, da svetloba začne samo po sebi krožiti okrog te črne luknje. Je to razlog za ta obroč in iz tega lahko začunamo tudi, kot rečeno, maso te črne luknje. Zdaj potem se da tukaj le pa še eno drobnerijo, ki je pa malo težje razumeti. To se kar malo matro za primerjavo, zakaj je ta obroč na en stran svetlejš, na drugi strani pa malo temnejši. Ja, zgodba je taka, da če se neka snov giblje proti vam, potem, ko se ta snov giblje proti vam, jo boste videli bolj svetlo, če se neka snov giblje preč od vas, jo boste videli pa manj svetlo. Skratka, temu rečejo Doppler boosting, se pravi ojačanje, če se giblje v vaši smeri proti vam. In predstavljate si, da imaš takle obroč, kakor bi bil takole na dnu enega balona. Ta balon bi se spuščal proti zemlji in kar se sprašujete je, v katero smer se mora vrteti, da boste videli tisti del, ki se spušča proti vam, torej svetlejši tukaj. In odgovor bi bil, če malo pomislite, da se mora ta balon v tem primeru vrteti v smeri urnega kazalca, da se bo takole videl ta spodnji del, kako se proti vam približuje. Iz tega zvemo eno pomembno stvar, ki jo drugače ne bi vedeli, ta črna luknja se vrti, če se ne bi vrtela, bi bil cel ta obroč enako svetlo, tako se pa en del obroča manj nam približuje, drug pa oddaljuje. In vemo tudi, da se vrti zelo hitro, kar je bilo samo po sebi presenetljivo. Smo mislili, da se črne luknje lahko vrtijo, ampak da najbrž se skoraj nobena ne vrti. Zakaj pa bi se? Pa se, ja, to prvo, ko smo jo uspeli slikati, se pravzaprav vrti zelo hitro. Z tega se da potem tudi razumeti, zakaj imamo te silno močne curke snovi, namreč močna magnetna polja sem prej omenil, tistem delu od kosa, že v teh curkih snovi, ki ven špricajo, potem pa močno vrtenje in če vi močno vrtite nekaj, pa imate zavozlane silnice magnetnega polja, se bojo te lahko zelo zgostile. To je ena stvar, ki so jo že učeni ljudje, nek Blanford poznaje, leta 1977 uspeli izračunati in so pokazali, da v tem primeru se bojo stvari nekaj časa navijale, potem pa takole eksplozivno odvile
in bo pognal takle curk snovi v smeri dveh nasprotnih smeri, se pravi okrog dveh polov. In kot vse kaže, takle mehanizem imamo v igri, kjer rabite močna magnetna polja, hitro vrtenje, pa še črno luknjo in kot kaže, vse troje imamo tukaj v igri. Se pravi, vsaj do neke mere smo bližji uganki, kdo pospešuje te curke snovi skoraj do svetlobne hitrosti, magnetna polja so kriva torej. Zdaj, mogoče pa le nekaj še proti koncu besed o tem, kako so to stvar dejansko zmerali. Omenil sem, da so bile vse tiste slike tistih končnih povečav, ki smo jih pregledali na tistem filmu, slike narejene v radijski svetlobi. In kar počnejo je, da uporabljajo ne en, ampak celo vrsto teleskopov. Recimo en teleskop, kaj pa vemo v Ameriki, pa en teleskop v Evropi. In če tale dva teleskopa opazujeta nekaj zelo oddaljenega, kot imate tamle na desni pokazano, potem lahko ta dva teleskopa zelo dobro vesta v tejle smeri, od kje prihaja ta svetloba. Zaradi tega, ker valovna dolžina svetlobe je mogoče recimo samo kakšen centimeter ali pa nekaj centimetrov, razdalja med teleskopi je lahko tisoče kilometrov in zelo malo je treba spremeniti, da bo eden dobil vrh valovanja, drug pa dno valovanja, kar se bo že ločilo kot spremembo smeri. Tako da v tej smeri lahko s primerjavami valovanj, ki ga en teleskop pa drug teleskop sprejema, zelo natančen smer določite nekega izvora. Taki primerjavi slik pač fotografiranja z dvema teleskopoma, opazovanja z dvema teleskopoma, rečemo, da uporabljamo interferometrijo. Teleskopi so pa pravzaprav v osnovi nekaj tazga, kot je satelitski krožnik za televizijo, sam bistveno večjega, pa pač boljš narejenega. Naprimer, najbližji je tale krožnik v medicini pri Bologni, 32 metrov za takle teleskop. Zdaj, rekel sem, zelo natančno vemo, iz katere smeri prihaja svetloba, ker en bo dobil drugače vrh, drug pa dno, če pa čisto malo spremenim smer, bosta pa oba dva dobila recimo vrh valovanja ali pa oba dva dno. Na drugi strani pa ja, če pa vemo, v kateri smeri je nek oddaljen objekt, pa lahko na ta način pogruntate, koliko sta ta teleskopa daleč. Se pravi, lahko okrog obrnete pa rečeš, ali poznam, kje imam teleskopa, pa vem, kaj opazujem. Če pa vem, kaj opazujem, pa lahko pogruntam nazaj, kakšna je razdalja med dvema teleskopoma. In točno to so naredili za heca. Se pravi, če ste se kdaj pri geografiji učili tektoniki plošč, tukaj imate leta, že malo starejši graf, pa nič hudega. Kaj je narisano je, kako se razdalja med Evropo pa med Severno Ameriko spreminja kot funkcija časa in vidite, da včasih mnogo pred trenutnim ameriškim predsednikom sta se Evropa pa Amerika oddaljevala okrog 17 mm na leto. To je pač tektonika plošč, živimo na živahni zemlji. Kdo tukaj le ima korist? Ja, korist imajo Islandci, zaradi tega, ker imajo vedno večjo deželo, zaradi tega, ker pač ti srednjoatlantski greben vedno bolj se širi in raste. Zdaj, če vas te stvari zanimajo, takole stvari izgledajo, se pravi smeri posameznih kontinentov in spodaj vidite, koliko je velika puščica, 10 mm na leto, se pravi živimo na kar živahni zemlji. Danes se da podobne stvari meriti, kot rečeno, z radijskimi teleskopi, pa recimo tudi z GPS-om, se pravi z navigacijskim sistemom, podobni rezultati pridejo. Zdaj, v tem primeru slikanja tele črne luknje, ki smo ga videli, so uporabili podobne teleskope, samo še manjšo valovno dolžino, da bi bili še bolj občutljivi. In te teleskopi so bili nabrani kar se da daleč na Zemlji, zaradi tega, da dobite čim večjo občutljivost za tale kot sem omenil, kot izredno natančen zmerjen. Kot vidite, eden je na Pikova leta v Španiji, to je ta desno zgori, potem imate v Arizoni, pa potem na Havajih, pa v Mehiki, pa potem v Čilu in na koncu, vsaj pri kalibracijah, je sodeloval teleskop na južnem zemljinem tečaju, na Antarktiki, čeprav ta neposredno tega objekta, tega M87 ni opazoval, ker je pač na severnem nebu in od tam ni viden. Skratka, kar so naredili, kar se da kratka valovna dolžina, tole se še da spraviti skozi zemljino atmosfero, krajše valovne dolžine potem nočejo iti več skozi zemljino atmosfero upije in vzeli so kar se da veliko razdaljo med teleskopi tja do dvakratni pomer oziroma cel premer Zemlje, tako rekoč.
In na ta način so imeli pa kljub samo zelo neprijetno delo. Oni niso slikali te črne luknje, oni so pravzaprav naredili to, da predstavljate si, da imate en bajer, pa noter takole padejo kapljice, pa zdaj začne voda valovati. Vi imate pa, kot ste videli, 6 teleskopov, se pravi 6 opazovališč vzdolž obale bajerja, in kar probate narediti je iz tega, kako se trese voda, kako prihajajo valovi do robe bajerja, pogruntati, kje je nekaj not padel, pa kdaj je padel, pa kakšna je bila oblika kamna, ki je not padla. Skratka, rekonstruirati nazaj, kdo je bil izvor tega valovanja. Predvsej zoprna stvar in predvsej posredna stvar, bi človek na prvi pogled rekel. Tukaj so bili zelo resni, 2 leti so sedeli in obdelovali te podatke. Te podatke se obdeluje na resen način, to pomeni, ti imaš neko interpretacijo, ampak a je to prav narejeno ali ne, vaš tim razdelitev več podskupin, te podskupine ne komunicirajo med sabo in potem jim date celo rajdo enih podatkov. Nekateri podatki so dejansko zmerjeni, drugi podatki so pa simulirani, se pravi računalniško generirani. Oni ne vedo, kateri so pravi in kateri so podtaknjeni in zdaj neusmiljeno testirate, ali dobijo enake rezultate ali ne, ali dobijo nazaj resnico ali ne, in če dobiš 90krat resnico, potem boš verjel, da tudi tiste enkrat zelo podoben primer, ki so pa dejanski podatki, boš na koncu stvari prav naredil. Seveda tukaj ni tega, da bi nekdo bil, rečemo, šef, ki bi zafrkaval svoje podrejene, zafrkaval s računalnika. Se pravi, računalnik je tisti, ki edini ve, kateri od podatkov so realni, kateri so simulirani. Šele na koncu, ko smo mi vsi zadovoljni, da smo naredili pa svoj maksimum, se pa vpraša računalnik, no zdaj, kako je ta stvar, in on reče, prav imate, kar je bilo to, stok dobri ste. Skratka, takole dvojno slepo testiranje je nekaj, kar se optimsko počne in zaradi tega je verjeti temu rezultatu. Takoj so videli, da imajo nekaj takega, ampak a je res to ali ne, a se nismo kje zmotili, je pa skupina približno 300 ljudi rabila 2 leti, da so res preverili stvar. No, čisto za konec še par slikc. Tole je, kot rečeno, Pico Valeta, precej visok hrib v Španiji. Razlog, da je tako visoko, zelo sušno mora biti, da pri 1 mm valovne dolžine nimate toliko vodnih par nad glavo, da bi vam vse skupaj absorbiralo, pa še lepo vreme mora biti. V tistih dneh maja leta 2016 smo imeli precej sreča, da je bilo povsod, kjer so opazovali lepo vreme. Ta drugo opazovališče je mogoče atraktivno, najbolj oddaljeno od nas, prvo je bilo najbližje, to pa najbolj oddaljeno, je pa južni zemljni tečaj, to je teleskop na Amundsenovi bazi na Antarktiki. Zdaj, seveda, tukaj lahko človek razmišlja o prihodnjih opazovanjih. Jaz mislim, da enkrat kmalu bomo imeli sliko črne luknje v središču naše galaksije, ki je pa precej bolj narodno opazovati, ker je močno spremenljiva, ker ima manjšo maso in se v kratkem času stvari lahko že precej spremenijo. Potem enkrat v prihodnosti je pa možno, da bomo povečali razdaljo med teleskopi, ampak na Zemlji to ne bo šlo več, treba je to vesolja. In to pomeni, da bo pretekel verjetno naslednjih 10 ali pa 20 lažjih let, ko boste imeli pravzaprav teleskope nekje na Luni ali pa še dlje in boste na ta način lahko dobili mnogo bolj podrobne in slike mnogo več objektov, kot smo jih imeli zdaj. Zdaj, seveda, na drugi strani pa čisto za zaključek, mogoče še ta pripomba. Čez 20-30 let bomo imeli pa teleskope v vesolju, s katerimi bomo to krasno delali in tako naprej. Ja, seveda, če, in ta seveda, če je, če ne bomo imeli kakšnih drugih skrbi, kar nam končno tudi tako raziskovanje eksotičnih objektov zelo daleč v vesolju jasno sugerira, da moramo na to paziti. Namreč naša Zemlja ima mnogo drugih, rečemo temu, sosedov, v tem smislu, da obstajajo planeti z podobnimi razmerami okrog kakšnih drugih zvezd, to zelo jasno vemo. Vemo pa, da so tako daleč, da tja enostavno nikoli ne bomo šli in je torej naša Zemlja edina varianta, ki jo imamo. In seveda stvar, ki me poleg kakšnih črnih lukenj, vsaj to poletje, če ne že prej močno vznemirja, je kakšna takale slika, ker ste imeli v delu napačno naslovljeno, tukaj ne gre za nobene lovce, kot je tam pisalo, ampak gre za meteorološko ekipo Danskega meteorološkega zavoda, ki so se morali takole dobesedno hoditi, kužati po vodi in to vsaj 3 tedne prezgodaj. Pogovarjamo se o severni
Grenlandiji in pogovarjamo se o topljenju ledenikov. Ne? Pogovarjamo se torej o naši lokalni težavi, kar se reče naši lokalni klimatski krizi. In tukaj je seveda že lepo govoriti o črnih luknjah in podobnem, ampak če ne bomo takih zadevščin rešili, ne, kar pomeni spuščanja CO2 v zrak tukaj lokalno na zemlji, potem seveda bodo stvari težavne. In če pogledate malo številke, že res, da Poljaki svojo termoelektrarno spravljajo največ lignita in s tem CO2 v zrak, ampak naš Šoštanj je nedvomno žalosten tekmec v tej igri. Ne? Zdaj, čisto za konec, torej, ja, kakšna bo prihodnost teh raziskav, sem malo nakazal, se pravi, edina pot je iti v vesolje. Že zdaj z današnjo opremo pa verjetno lahko središče naše galaksije na ta način neposredno slikamo. Črnih lukenj sicer smo komentirali, poznamo že kar nekaj v vesolju, torej niso neka izjema, ki jo ne bi pravzaprav bili v dvomih, a jo sploh lahko rečemo, da jo imamo ali ne. Razlog je čist preprost, v znanosti zmeri probaš stvari razumeti na najbolj preprost način in črna luknja je najbolj preprost način, da opaženo pojasnite v primeru, da imate zelo masiven objekt, pa da dejansko ta objekt praktično nič ali pa zelo malo sveti. Ne? In na ta način pravzaprav vemo, da ti objekti so kot konec razvoja zvezd ali pa kot del razvoja galaksij in to pravzaprav je že desetletje, tako zdaj imamo pa prvič končno tudi kakšno sliko črne luknje neposredno, kar je verjetno opogumljajoče. Na tej točki bi se jaz ustavil, zahvalil za to, ker ste bili izredno pozorna publika, ampak bili ste tako nekam tiho, da zdaj pa več kot prav čas, da eksplodirate in mi poveste, kaj vse sem narobe povedal, pa ne poveste, kaj vse sem nerazumljivo povedal. In seveda razumljivo bom kdaj rekel, ne vem, ker res ne vem, pa vas bom prosil za e-mail, ali pa se bomo kontaktirali, ali pa bom jutri ali pa pojutrišnjem to pogledal, če bom znal. Včasih pa upam, da bom kakšno stvar le znal povedati, odgovoriti. Tako da lepo prosim za vprašanja. Hvala. Mogoče kakšno vprašanje še? Danes imamo dr. Cvitra tukaj in edinstvena priložnost, da se opogumite. Ne, verjetno, jih imam na sumu, da se bodo potem... To ja, ampak jaz mislim, da vsaj tisti tam mlajši, ki niste tako sramežljivi, no. A ni to tako, ne? Oni ta stari imajo že kako? Ja, prosim. Lahko. Zakaj nastane? Skupaj jo vleče težnost, se pravi gravitacija in gravitacija ima eno nerodno lastnost težnost, ne? Če ste vi dvakrat bližji, vas bo 4-krat bolj vleklo. Če ste 10-krat bližji, vas bo 100-krat bolj vleklo. Skratka, bolj, ko ste majhni, močneje vas vleče. In če nočeš, da te noter potegne, potem moraš z nečem narazen tiščati, ne? Z nekim tlakom, z neko silo moraš narazen tiščati. Recimo naša Zemlja tišči, da skupaj napade na ta način, Sonce počne to uspešno in tako naprej. Ne? Ja, ko je pa enkrat te snovi na tako majhnem prostoru preveč, potem pa nobena sila ni več zadosti močna in žal se to padanje potem nikoli ne ustavi in se res stvar skupaj sesuje. In še zmeraj imate tam snov, imate maso, imate snov, če je sama, potem nimate nobene svetlobe, ker niti svetloba ne more od tam več ven uiti. Tisto, kar smo pa slike kazali, pa tako naprej, je pa zgodba, če nekaj gor pada proti črni luknji, takrat, ko šiba okrog se vrti ali karkoli preden not pade, bo pa besno seva, zaradi tega, ker bo blazno hiter potoval, zelo močno pospeševal in podobno. Tako da osnovna ideja je, neka meja obstaja v silah, ki jih lahko imate, in gravitacija je neusmiljena. Če je preveč na kupu, potem se nekako stvar ne ustavi. To je nekako zelo jasno prišlo ven iz te, rečemo, Einsteinove teorije,
Dolg časa ljudje potem so rekli, to je pa res malo nerodno, je to sploh res, smo ga tukaj kaj polomili, kar kaj podobnega, ampak potem so pa začeli odkrivati objekte, smo pokazali tista 0620, če pogledate končno to tako daleč nazaj ni, to je leto 93, recimo aktivna galaktična jedra, središče galaksij se tam nekje v 70 letih je vratali jasno, da so te stvari dogajajo, tako da pogovarjamo se zdaj v slabe pol stoletja, ki imamo pa zares tako merilno evidenco, so meritve cele rajde zdaj, dobesedno na tisoče jih je že, objektov, ki jih ne znamo drugače pojasniti. In seveda, kakor vedno v znanosti, lahko rečete, ja, mogoče pa ni, mogoče pa kaj drugega, ja, ampak nihče še ni prišel na pravzaprav podobno preprosto idejo. To je relativno zelo preprosta razlaga, kaj se dogaja. Vedno bi lahko bila kakšna bolj komplicirana, ampak ne boste komplicirali, če ni treba. Zaenkrat pa nič ne kaže, da se motimo. Se pravi, zgleda, da ima stvar neko težo, in v tem smislu, ja, potem dobiš tudi, kot rečen, za moje pojme, to je težko razmišljati, črna luknja pa jo vidim, kaj je to za en hudič, ja, stvari dol padajo, to je tisto, kar pravzaprav vidiš, ne samo črna luknja, ampak to njeno okolico vidiš, in je pa impresivno, da tole vidite, za občutek, tam sem kazal neke milijoninke ločne sekunde, da so imeli podrobnosti uspeli videti. To je nekaj tacga, kakor da bi gledal recimo kakšno debelino človeškega lasu, sam ne takole v tejle sobi, ampak da bi bil tisti mladenič mladenka, ki ga opazujete in občudujete v New Yorku, pa pogledate, koliko debela laseba. To je približno ta resolucija, ki so jo dosegala. Se pravi, da bi se dali videti debelino lasu čez Atlantika. Kar je, mislim, to je pa res dobro. Se pravi, v tem smislu rabite tehnologijo, zato je seveda ta slika bila šele letos, in kot rečeno narejena tudi z malo sreče, pa s precej dela, da so jo skupaj spravili. Prosim. Ja, zakaj so te raziskave pomembne? Zaradi ene zelo preproste zgodbe. Človeštvo, če takihle, bomo rekli, narekovajo neumnosti, ne bi počenjali, potem nas ne bi bilo v tej sobi. Razlog je zelo preprost, namreč človeštvo je evolutivno tako uspešno, evolucija nas je pripeljala na to točko, ko smo zares na koncu tudi odgovorni za ta planet, zaradi tega, ker smo zvedavi. To je osnovna zgodba. Zvedavost je tista, ki poganja, želja po raziskovanju, želja povedati, želja po razumeti. Zdaj boste rekli, no dobro, res lahko shajam tudi brez tega. Ja, verjetno lahko za tekočim trakom čist nekreativno delate, žal se bojim, da ne bo dolg časa šlo na ta način. Človek mora biti zvedav, mora nekako premikati meje in to je osnovna zgodba. Potem pa seveda človek lahko najde tudi kakšne take čist neposredne zgodbe. Naprimer, vzemimo, ko smo delali tisto sliko. Stvar je seveda zoprna. Zoprna je zaradi tega, ker imate tistih opazovanj za 6 teleskopov, imate pač toliko teh opazovanj, kot jih imate, in probate kar se da gotovo pogruntati, da je to, ne pa nekaj drugega, da se nisi zmotil. In tukaj je v igri veliko drobnih umazanih podrobnosti. Kaj pa, če bi inštrument lahko to naredil, pa naredil, pa bi se ura za tokle zmotila, pa bi ta prenos podatkov bil tok narobe, pa tako naprej, celo vrsto stvari, ki niso naključne napake, ampak bi se lahko zgodile. Vse to je treba znati pravilno urednotiti, pravilno pogledati in tako naprej in z tega dobiti na koncu ta prav odgovor. In boste rekli, zakaj je to vse pomembno? Ja, naprimer, kaj pa vem, to je zgodba, ki se je reče umetna inteligenca, se pravi dejansko učenje iz podatkov in učenje vseh mogočih vplivov na te podatke in podobno. Kje pride to poštev? Naprimer, moji študenti so eksperti, jaz malo manj, v tem, da naprimer iz ogromnih količin podatkov vzorcev vam potegnejo. Z tehnikami umetne inteligence, ki jih uspejo pospešiti, da na ogromni količini podatkov to spravijo skupaj. Tukaj je bilo teh podatkov toliko, da jih sploh niso mogli po internetu poslati, ampak so morali fizično na tovort, na avion, par ton diskov z vsakega teleskopa, pa jih skupaj pripeljati, pa potem tam prebrati, ker enostavno po mreži to ni šlo. Ogromna količina podatkov torej. Zakaj je to pomemben? Ja, naučiš se, kako te stvari delujejo, naučiš se, kako uporabljati to vrstne žvečenje ogromnih količin podatkov, ki so obremenjeni z napakami. Spet, ki je pa to pomemben?
Ja, ne vem, če je to dobra uporaba, ampak vsekakor je pa dobro plačana uporaba. Google to počenja, če je čas z vami, a ne? Ko vi vtipkate karkoli, je to ogromna količina podatkov, ki ima vse sorte, rečemo, vplivov, kaj ste jedli za večerjo, pa a ste se skregali s partnerjem, pa a je bil lep vreme ali ni bil, pa ne vem koga. Na koncu, ko vse to pravilno vrednote ugotovite, magari neko tržno raziskavo, vedenje, politične odločitve, ni da ni družboslovne raziskave, bolj ali manj družbeno koristne, ampak vsekakor pa nekaj, kar se zelo, zelo močno dogaja. In zaradi tega recimo naši študenti, ja, če hoče biti pa dobro plačani, grejo pa tja, ne ostanejo več v naših strokah. Ne. Ampak ja, imajo izkušnje s tem, zaradi tega, ker seveda se tukaj ustrimo pravzaprav svoje veščine. Ne. Tako da tukaj v veliki meri gre tudi za to zgodbo, da na ta način se to dogaja. In zaradi tega vsaka pametna država dela v marsikakšni vedi znanosti in astrofizika ni nobena izjema, 8-krat toliko doktorjev znanosti, kolikor jih je potem pripravljeno na tem področju in dati službo. Ostalih 7 ni brezposelnih, ampak dobro služi v drugih področjih, pa reče, dobro, takrat, ko sem delal pa astronomijo, je bilo pa čisto zabavno. To je ta zgodba, prinesel je pa seveda svoje izkušnje in je bil uporaben drugod. In to delajo vse države, ki nekaj nas dajo, upam, da mi tudi. Tako da v tem smislu, ja, to je tudi en del te uporabe. Tako da ne učimo nekoga, da bo prav šraufo že rekel v podjetju, ampak da se bo znal prav naučiti, kako to stvar delati. Enkrat v prihodnje pa mogoče sploh ne bo več šraufanje, sploh ne vemo, kaj se bo dejansko tista veščina, ki jo bo leta 2030 ali pa 40 treba imeti. Ampak na nek način si izvedal, to je tista odločilna zgodba. Še na roke je tam legale, reči. Čez koliko cajta bo pa nemogoče življenje na Zemlji? Čez koliko časa bo nemogoče življenje na Zemlji zaradi črne luknje ali zaradi nas? Ja, skratka, da bi kdo se v nas zaletel, pa bi imeli prav smolo. Ja, lahko bi se zgodilo, ampak imamo pa eno izkušnjo, ki nam daje pogum, da tako nevaren pa Mandele ni. Zemlja je stara tam 4,5, malo več kot 4,5 milijarde let. In v tem času se ji ni to zgodilo. Res je, da čisto na začetku je sicer priletel noter, ampak ne črna luknja ali pa zvezda, ampak en drug planet, pa je pa Luna naša nastala. Ampak to je bilo čisto na začetku, ko se še niso porihtali pa počistili. Potem preostalih 4,4 ali kaj takega milijarde let je pa mir. In zaradi tega mene zelo nas skrbi, mislim, če 4,4 milijarde let, to je 4400 milijonov, pa najbrž naslednji milijon lahko rečemo dobre vage, da ne bo nič hudega. Mimogrede, če je kdo prihajal, bi ga pa seveda tudi videla, ampak dobro, očitno najbrž ne bo prihajal. Tako da problem smo bolj mi, problem smo bolj mi, da bomo počeli kakšne neumnosti in bomo sami sebe lahko kaj uničali. Medtem ko, da bi se pa človek bal, da mu bo nekaj z vesolja na glavo padlo, se lahko zgodi, ja, moram priznati, ampak je boljše, kot je bilo. Boljše v tem smislu, da vesolje vse nas on to dela enak zdaj, kot je delal pred milijonom ali pa čez milijon let. Na drug stran pa je tako, da ja, vidimo pa, se pravi, če bi nek večji kamen priletel v Zemljo, imamo zdaj že kar zelo dobre šanse, da ga odkrijemo vnaprej. Recimo, mogoče ste slišali, ja, zdaj imamo spet en komet, ki je priletel ne iz našega Osončja, ampak onkraj, Borisa odkrit avgusta letos, zdaj decembra bo najbližji Zemlji in švistno bo tako, da prav veselje gledati, kako hitro gre, najhitrejši, ki smo ga do zdaj videli. Tako da kdaj se kakšna taka stvar zgodi, nas bo pa zgrešil, tako da nič skrbeti in zaenkrat nič ni na vidiku, da bi trčali v Zemljo. To bolj zanima kakšne vojake, ki bi svoje atomske bombe radi na ta način naučili kot nekaj koristnega, kar jim pa verjamem, da ne bo ratalo. Lep pozdrav. Mene zanima, kdo je bil poglaviten, katera nacija je bila glavna za odkritje črne luknje?
Tele konkretne v M87, se pravi, katera novica? Kiranacija, kdo je bil v njej? Aha, ja, s tem je pa tako, ne, da vam bom dal kar tak malo zmuzljiv odgovor. Ne. Prvi odgovor je ne vem in drugi odgovor je ni važen. Ne. Ni bila ena sama. Ne. Ta skupina, kad smo videli tiste teleskope, ki so razporejeni, ne. Ti teleskopi so razporejeni zelo marsikje. Ne. Ups, malo smo šli čez, tale bo boljša, ne? Marsikje, ne? In seveda Evropejci piko leta, deloma Evropejci oziroma Evropski južni observatoriji na Almi pa na Apexu, Američani so doma na SPT-ju, Mehičani so doma na LMT-ju, Američani so doma na SMT-ju pa SMA-ju pa JCMT-ju, so deloma še Francozi. Tako da to je zelo tako mednarodna skupina. Tukaj je pravzaprav seveda, kje je kdo doma, sem bolj povedal, kdo ima v lasti posamezen observatorij. Ljudje hodijo po svetu in imajo zelo različne nacionalnosti in zdaj mene pač nihče še nikoli ne vprašal, od kje sem doma ali pa da je bilo to kaj pomembno, da sem iz Slovenije doma. Pomembno je, kaj narediš, vse ostalo ljudi pač ne zanima. Ne? Tako da astronomija je izredno mednarodno vpeta in res od kje, kdo in katere nacije, to ni pomemben. Pomemben je pravzaprav, koliko je dober in koliko lahko prispeva k celotnemu naporu. Tako da v tem smislu gre za izrazito mednarodno kolaboracijo. Sem se pa recimo, seveda obstajajo vodje posameznih teh kolaboracij, recimo z evropejskim vodjem sem bil zdaj septembra skupaj na eni konferenci. Takrat se je ravno zvedel, da je ta kolaboracija EHT, se pravi Event Horizon Telescope, da so dobili eno zelo prestižno nagrado od, kdo je pa daje? Mislim, da je to od Zuckerberga, skratka Facebook job, ne? In za preboj, nekaj tazga se imenuje prebojna nagrada. Ja, in smo se pogovarjali, smo šli seveda to zapiti na eno dobro pivo, ne? Drugač pa, recimo takrat je povedal, da je bil evropejski denar ERC, European Research Council grant, zelo pomemben, zaradi tega, ker so z njim nakupili velik del potrebnega hardvera, se pravi potrebne opreme, s katero so opremili v bistvu precejšen del teh teleskopov. Te trije so nedvomno šli popolnoma na to in tudi v Ameriko marsikaj od tega. Tako da recimo, kot rečem, težko bom rekel, kdo je bil bolj pomemben, bistveno je, da se dela skupaj, to je tista osnovna zgodba pri tej zgodbi. Kjeri državi so naredili analizo? Ja, spet vas bom razočaral. V dveh državah so naredili analizo. Naredili so jo v Združenih državah in v Evropi. Kajti dve kopije podatkov so si naredili in oboji so to naredili. In timov je bilo pa seveda še več. Kot sem rekel, ne samo 2 tima, ampak 4 timi, oziroma na koncu jih je bilo, mislim, da jih je bilo 6, ker so na različne načine to delali in kot rečeno, ti timi so bili ločeni, da so delali na istih, deloma simuliranih, deloma ta pravih podatkih na različne načine in zanimali jih je ravno to, a bojo dobili vsi isto, a ne. In na koncu se slike, nimam tukaj le primera, ampak imam pač, skratka, če hočete, pišite mail, pa vam pošljem članek, kjer imajo dobesedno primerjavo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, primerjave testnih tega, unga, tretjega, ker seveda bodimo odkriti, ko ti nekdo pokaže takle obroč, pa začne fantazirati v črni luknji, ta prva stvar, ko še rekel je, ok, dobro, si se tukaj užgal, je to kaj narobe, in nekdo te mora prepričati, in moram reči, da so me prepričali ravno s tem, kako dobesedno dragonski način testiranja so imeli do samih sebe. To se danes rutinsko počne, zaradi tega, ker hočete biti dovolj prepričani, da ga niste polomili in stvar je komplicirana, tako tehnološko, kot računsko, kot karkoli podobnega. Tako da, kot rečeno, tudi na koncu, če hočeva samo objava, kdaj je že to bilo? Eva smo imeli v Lyonu, se pravi, to je bila, mislim, da je bila ena Gajina konferenca na Nizozemskem. Ja, Gajina konferenca na Nizozemskem. Tista stvar je bila ob 2 popoldne po našem času, tiskovna konferenca, ko so to objavili.
In to zaradi tega, ker je bilo to seveda v Združenih državah zjutraj, Apola, ne. In se je objavilo hkrati, a ne, zaradi tega, ker sta na obeh straneh Atlantika je bila objava v istem trenutku, kar je pa seveda spet tako, da rečeš, ja, se tako se pa dela, a ne, ja, potem te pokličejo novinarji in bi radi vedeli, kaj so odkrili, a ne. In jaz tu boga para ne iz novinarske konference, kjer se same lepe besede govori, kako je bil nekdo pomemben, pa kako je nekdo denar dal, pa kako so hvaležni temu in unmu in tretjemu, ne. Pogledam tam, koga za Boga so naredili, ne. Ja, v isti minuti, ko je bila slika pokazana na zaslonu, je bilo vseh 6 člankov že na mreži in smo jih lahko v trenutku prebrali, tako da čez 1 uro smo lahko stvar komentirali, ne. Tako da v tem smislu tako se to dela, ne. Se pravi zelo odprto, do zadnjega hipa, da on se v današnjem času bank mora biti, ne. Ampak ta bank je bil usklajen in kot rečeno, vsi so sodelovali, ne. In tudi recimo, če se pogovarjamo, prej sem omenil tisto nagrado za preboj, kako jo bo razdelali, to ni tako, da šef dobi pol delovno ljudstvo, pa preostalo polovico. Pogledali so, koliko jih je, mislim, na pamet malo govorim, 340, koliko jih je v kolaboraciji noter, a ne, vsak dobi eno s 340-tino, a ne, in pač kolega, a ne, ki je dobesedno evropski šef, a ne, je pač dobil tistih par tisoč evrov, tako kot je dobil vsak drug, a ne, vključno s poludnim doktorskim študentom in podobno, a ne. Tukaj se dela na isti osnovi, vsi smo zaslužni za te rezultate. Lep pozdrav, še eno vprašanje. Ja. Mene pa zanima, katera je tista snov, ki izhaja iz črnih lukenj. So to subatomski delci, so atomi, kaj drugega? Pa še eno podvprašanje, ali več snovi prihaja v črne luknje ali izhaja? Aha, zelo dobro vprašanje. Torej, ven frči v bistvu nekaj, kar je vroče in kar ima podobno sestavo, kot ima tisto, kar not leti, seveda, ne, kar po domač povedan, enemu delu snovi, to je zdaj odgovor na drug del, ne uspe not priti, ne, približene med 30-50% ne bo not padlo, ampak bo prek teh magnetnih poljih odrolalo v te curke snovi in ven, ne. Tako da ven manj šprica, kad gre noter, ne. Se pravi, črna luknja se počasi pa zandohtjo redi, ne, in bo počasi njena masa narasla, ampak dosti počasi, da je to nekako nepomembno zdaj, ne. Še zmeraj ni tako zelo velik ta tok snovi. Zdaj, kdo ven šprica, to je v bistvu pravzaprav po sestavi bi bil to vodik in helij v glavnem, ne, se pravi, pogovarjamo se o dolgočasnem protonih kot vodikovih jedrih, pa elektronih, pa mogoče še kakšno helijevo jedro. Kemično sestavo je težko meriti, zaradi tega, ker je ta snov popolnoma ionizirana, ne, se pravi, gre za plazmo, kar vidiš je dejansko sinhrotronsko sevanje, se pravi letenje zelo hitrih nabitih delcev protonov ali elektronov v tem električnem magnetnem polju, ne, in pospešeno gibanje pomeni sinhrotronsko sevanje. Tako da tukaj le kemične sestave žal ni mogoče preprost meriti, lahko pa narediš en korak naprej in so ga naredili, ne. Ti pogledaš, če se spomniš, smo potem videli tam radijska slika na robovih, a ne, se pa v ušesih zadeva ustava, ne. Ja, ko se ustavi, je pa stvar že malo boljša, ne, tam se pa da potem se stvari ohladijo, pa se da kemično sestavo zmeriti. Zdaj edino, kar je, da čisto pri meni ne bi upal reči, da je res čisto ista kemična sestava kot ta okoljna snov v galaksijah sicer, zaradi tega, ker to je efekt, temu rečemo snežnega pluga, ne. Se pravi, ti imaš en curk snovi, ki šprica, a ne, in če bi letel skozi prazen prostor, bi letel naprej kamorkoli, a ne. V resnici, a ne, je pa to efekt snežne lopate, a ne. Efekt snežne lopate je nekaj, kar ne glede na to, da je zunaj tako toplo, da smo v kratkih rokavih, ste nekateri, a ne, bomo čez kakšen mesec začeli prakticirati, a ne. To je tisto, a ne, da z lopato rečeš, Marička, moram skidati tole moje dvorišče, a ne, in štartaš blazno entuziastično, a ne, nekje proti robu asfalta, a ne, se pa že čisto ustaviš, a ne, to je zaradi tega, ker si z lopato narine toliko snega, da je nekako težko sploh naprej iti, a ne. Tukaj se zgodi isto curku snovi, a ne, narine toliko snovi iz okolice, da se dejansko ustavi. In zdaj seveda, tisto, kar imate na lopati, ni to, kar je bilo na začetku, ampak glavno tisto, kar ste narinili, ne. In je zaradi tega težko reči, ne, se ne upam reči, da je to dobesedno ista snov. Vidimo pa, ne, vidimo, kaj gre noter, vidimo tele, spet ena prosojnica je bila, ki se je videl tiste tako obroč okrog, ne. Ta obroč je prašen obroč, se pravi, gre za prah, dobesedno makroskopski prah, prašna zrna, nekaj tazga, kakor prijem so prašne filtre, jih imajo v šoštanju svoje take čase spuščali v zrak, ne, skratka, ta fini prašni delci.
PM10 bi se temu rekli, in to so glavne silikati, a ne nič posebenega. Ne? In tega imaš nekaj poleg vodika in helija in drugih teh atomskih delcev. Ne? Tako da gre za zelo običajno snov, nič zelo posebnega, taka snov, kot so zvezde z nje narejene in kot je končen z izjemo ta lahkih elementov, tudi Zemlja z tega narejena. Ne? Tako da nič posebenega bi človek pričakoval, so pa zelo hitra ta snov, ne? In zaradi tega se tako obnaša malo nenavaden. Ne? Prosim. Pardon, ja. Sej, a se sliši? Okay. Se v bistvu samo nadaljevanje tega istega vprašanja. Če so te delci, v bistvu navadni delci z navadno maso, pa če hitrost tako velika, kako tukaj čist navadna relativnost deluje potem? Ja, zelo močno deluje. Ne? Ko imate enkrat vi 90-95% svetlobne hitrosti, ne? Potem je treba upoštevati, ja, seveda relativnost. Ne? Te delci so še zmeri pod svetlobno hitrostjo, so pa blizu, ne? In zaradi tega vidite te efekte. Recimo tak zelo preprost efekt, ki sem ga na hiter preskočil, je, da ste videli, da je pri tem 87 vidite en sam cvrk snovi. Ne? To je zaradi tega, ker je to relativističen efekt, da če se gibljem proti vam, potem bom v smeri naprej, boste vi videli, kot da je ta objekt svetlejši, če pa gledate obratno smer, pa manj svetlo, neka Lorentzova transformacija, tako stvar pove. Ne? In to je dobesedno efekt tega, da zaradi tega, ker se hiter gibate, to vidite. Ne? Tako da nadsvetlobno gibanje je tudi tak primer preprostega relativističnega efekta, kdo je zdaj čas, ne? A je to čas pri opazovalcu ali čas pri izvoru in podobno. Ne? Tako da tukaj vidiš, ne, te relativistične efekte, ne, v smislu specialne teorije relativnosti, ko se reče, se pravi, te bolj preproste. Splošna teorija relativnosti je bila pa pomembna tam pri samem obroču, ker tam je pa prostor tako močno kriv, da imaš to zgodbico, da če se snov kroži okrog črne luknje, pa gre blazno hiter, znaten del svetlobne hitrosti, bo karkoli že svetla naprej, tako kot nek žaromet par avto, ko se vozi okrog lune. Tako da v tem smislu vidiš oboje, oba tipa efektov. Zdaj, tukaj je še tako, da veliko je bilo takrat, ko se je ta slika pojavila, interpretacij, ki se mi pa zdi, da so bile včasih malo tako preveč simplicistične, ali pa bom drugače obrnil. Hotele so biti všečne, da nekaj razumemo, pa pravzaprav to nujno to ne pomeni. Ljudje so govorili, da mora biti stvar v disku, pa da vidimo nek disk od zadaj, pa ne vem koga. Ne, nobenega diska ne rabite, lahko je vse okrogel, sferno simetrično, pa isto stvar videl, glih tako še videl obroč, ker je ta obroč iz tega. Ne. Tako da pa sem gruntil, kako naj to ponazorim, edin primer, ki ga znam, je ta luna, pa avtomobili, ki se fjakajo, pa imajo lučija. Ne. Da lahko potuje tako hiter. Magnetna polja so kriva, ne? Pošastno močna magnetna polja, ki jih močno zavozla ob vrteči se črni luknji, in ko jih močno zavozla, se močno poveča gostota teh niti, teh silnic, ne? In te silnice se potem eksplozivno dobesedno odprejo, sprožijo in na ta način poženejo ta curk s sabo. Ne? Ta curk pa čuti zelo močno magnetno polje, zaradi tega, ker so to nabiti delci. Ne? In tu pa neke Maxwellove enačbe pravijo, ne, da v tem primeru prevodna snov, ne moreš magnetnega polja skozi magnetno snov imeti, tako da potujete oba dva hkrati. In ko se magnetne silnice sprožijo, snov sledi. In sledi tako, da jo pospeši na 90-95% svetlobne hitrosti. Kar je čisto noro. Ne? Ampak recimo, kaj vem, ko sem delal doktorat SE433, super, vidimo curke, vidimo četrt svetlobne hitrosti, vidimo, da te curki malo tako opletajo, levo pa desno, vsega sorte se je videl. Ampak ni bilo modela, kako za Boga ne naredim to, da imam fokusiran curk pa četrt svetlobne hitrosti. Zdaj nekako začenjamo razumeti, ker je to pogosto v naravi, ker neke stvari preveč dobro ne grejo skupaj, rečeš, najbrž so magnetna polja kriva, ja, tukaj tudi. Edino to je tako, vse enačbe poznaš, rešiti jih pa ne znaš. Ne? Tako da tukaj je zaradi tega, pravzaprav bom rekel, opogumljajoče, da stvar tako lahko deluje. Nisem pa rekel, da razumemo v podrobnostih ta mehanizem, ampak imamo močne indikacije, tukaj je treba naprej iskati, sam žali Bog, ne znamo še dobro te magnetne hidrodinamike rešiti v računalniku. Ja. Eno vprašanje bi imel, tako laično si predstavljam, da pač raziskave črnih lukenj so možne, zato ker so to ene velike zgostitve materije v vesolju.
Pa človek sliši o neki črni masi, ne, ki ne bi bila v vesolju, ki je pa strašno razpršena, ne, in je zaradi tega zelo neraziskana, ne. A pa obstaja nekakšna povezava, ne, s tem efektom lopate, ne, Aha. ker lopata pa nekaj pred sabo potiska, ne, in verjetno je to tista črna masa. Ja, tukaj je zdaj tako, ne, kolega sprašuje o temni snovi, najbrž temni energiji in kot rečeno v tem primeru pa zdaj črni luknji. Ne. Vse ima nekako podobna imena, ampak to je tako, žal tudi v angleščini včasih imena nastanejo skoraj naključno in včasih niso najbolj posrečena. In tukaj bi se jaz upal zagovarjati, da niso najbolj posrečena. Namreč črna luknja kot ime, black hole, ne, to je bilo pravzaprav zafrkancija. Ne. Tam nekje v 50 letih, ko ni bilo še nobenega primera, so nekateri ljudje pač mislili, da je to posledica teorije, ki ne bo nikoli opažena. Ne. In so v šali dobesedno prekosili, rekli, ti se, ki se ukvarjaš z unimi črnimi luknjami. Ampak zadeva se je prijela. Ne. Ime black hole je kratko ime in se je prijelo. Pa kakor vidite, predvsej se treba pomatrati, da vidiš, da je black, ne. Da je tam znotraj obroča res malo bolj temno, ne bi človek rekel, čeprav tudi tam ni čist črno, ker ni čist dobesedno res, da tisti žarometi sam čist sam naprej svetijo. Ne. Tako da ime black hole, no ja, mislim, ima nekaj na sebi, a ne, en človek bi rekel, samo to so pa že grše imena, nesvetleča luknja, a temna luknja, nekaj podobnega. Ne. Ok, potem naslednja zgodba, temna snov. Ne. Temna kaže vtis, da če bi človek vzel kos ogla, je pa to temna snov. Ne govorimo o tem, govorimo o, pravilno bi bilo nevidna snov, ne? Se pravi invisible matter bi bil pravilni izraz. Ne? Ni dark, ker dark pomeni, da je dark tako kot tiste stov črn, da ne vidiš bele stene, ker je on črn. Tako da tukaj je pravzaprav tudi nekako narodno ime, ta ime pomeni sam nevidna snov, kot ste rekel, zelo razpršena masa, ki je pa zelo velik in ki povzroči na teh zelo večjih skalah galaksij, da galaksije pravzaprav se tako gibljajo zvezde v njih in ostali deli, kot se gibljajo, da pravzaprav sploh skupaj stojijo. Ne. To je stvar, ki je zdaj pred 2 tednoma, oziroma malo več, skoraj 1 mesecem, bila tudi Nobelova malo podeljena Jamesu Peeblesu, za pač stvari povezane s temno snovjo, pa še kdo malo čaka na tako Nobelovo, kakšen Ken Freeman, pa kakšen Alberto Bosma, pa tako naprej, ampak pustimo podrobnosti. Bistveno je, da to je zdaj temna snov, ki jo potrebujemo nujno, drugače res ne gre, kljub temu, da nobenemu to ni posebej všeč, če hočemo razumeti to zgodbo, zakaj stvari skupaj stojijo, take stvari, kot so galaksije in podobno. In to je danes zelo sprejeta razlaga, žal pa to ne pomeni, da vemo, kaj to je. Se pravi, ne vemo, kaj je ta nevidna snov. Včeraj recimo imel Vit Iršič en lušten kolokvij in je pokazal, kako so zdaj pravzaprav nič kaj dosti nismo bližji, še zmeri naravi te snovi, se pravi naravi tega delca. Vemo samo, da zelo verjetno je treba iskati v atomski fiziki oziroma še nižji dol v fiziki delcev, so neki delci, ki jih zaenkrat še ne poznamo, kot kaže, in ki jih mora biti seveda zelo veliko. Potem pa temna energija. Temna energija je pa spet mečken čuden ime, zdaj dobro, dark energy, dark forces, dark evil, pa tako naprej, bolj v tem smislu, dark, ne dobesedno spet temen. To je pa pač neka zgodbica, da ko se ti vesolje širja, bi človek pričakoval, da vesolje se širi, če se širi tako kot enakomeren, nič ga ne bremza, potem bo šel enakomerno narazen. Če ima veliko snovi, smo rekli, snov se zmer sam privlači, težnost gravitacije je zmeri privlačna sila in bi kvečem bremzala širjenje vesolja. Več, ko imate snovi, bolj bi bremzali, manj, ko imate snovi, bolj bi leteli enakomerno. Ampak ti zlomkati, leta 1998 so pa zdajšnji Nobelovci, Perlmutter, pa kdo še, zdaj nam je pa všel, Brian, pozabil priimek, no ni važno. V glavnem so dobili Nobelovo nagrado, zaradi tega, ker so različne skupine imele isto težavo.
Ko so gledali opazovanja oddaljenih izbruhov supernov, so vsi pričakovali, da bodo pogruntali, koliko vesolje na ta način bremza. Meritve so pokazale, da pospešuje. In vsi so si razbijali glavo s tem, kje so ga polomili, ne? Kje je ta nesrečen minus narobe. A ne? In je zabavno, da je dobesedno v istem tednu, tako rekoč, obem čist neodvisnim skupinam prišlo do tega, da najbrž ni nobene napake, res pospešuje. In potem ste imeli tako rekoč en za drugim objavljena dva članka, ki sta to trdila in ki so jih seveda kasneje močno in temeljito testirali, da je prav. Ne? In kot rečeno, imamo neko dodatno energijo, ki pospešuje širjenje vesolja. Ne? In zdaj na osnovi vsega tega, ne, ja, malo zmede imamo, ne? Kar sam pomeni, da ste lahko zvedavi še v prihodnje. Ne? Bolj malo vemo, bi človek rekel v tem smislu v vesolju. Ne? Se pravi, če si malo takole predstavljate govore cel večer, kadaš, ne? Na koncu vam pa pove, ne, da kar se tiče te snovi, ki vključujejo tudi črne luknje, seveda noter kot običajno snov, te snovi je tam nekje med 4 pa 5%. Ne? Približno četrtina vse energije je v tej temni snovi, neznane narave in približno 3/4 vsega skupaj v temni energiji. Ne? In potem človek reče, ja, Marička, je sploh imel smisel priti danes na predavanje, sej govori, vejo pa čist nič. Ja, to je tako, ne? Narava je zelo zvita in pač zamotana in tako naprej, ne? Ampak ni pa zlobna. Ne? In ker ni zlobna, jaz imam ponavadi eno tako, rečemo temu, primerjavo. Rečem, da je to nekaj tazga, kot če greste v kafič, pa si naročite kapučino, ne? In rečemo, da vaše oči imajo neko napako, da ne vidite črne barve. Ne? In ko vam gospod ali gospa prinese kapučino, boste seveda videli, da je tam v šalci, ja, nekaj je noter, se je bela penca na vrha. Ne? Lahko celo sprobate volumen ali pa maso ali karkoli podobnega, lahko vidite neke druge lastnosti, koliko je toplo po šalci pa tako naprej. Lahko pogruntate, da najbrž je to tekočina, kar vam je prinesla, da ni sam pena tukaj v šalci, ker če potreseš, vidi se valovi, ne, pa tako naprej. Ampak seveda, nekje tukaj le smo, ne? Lahko zmerimo, da obstaja tam neka kava, nekaj neznanega, kar mi nismo sposobni in vse sorte lastnosti, vključno koliko je tega in v kakšnem stanju in kakšne lastnosti mora imeti. To vse nekako lahko naredimo, ampak kot vedno, ne? Dokler pa ne boste kave probali, pa ni ta pravega užitka. Ne? In v tem smislu, ne, tukaj nekje smo, ne? Še veliko manjka, ne? Ampak ker narava ni zlobna, lahko iz vsega tega le marsikaj sklepamo o neznanem. Ampak neznanega je zelo velika, ne? Daleč od tega, da bi bilo vse jasno. Ne vem, če sem odgovoril. Najlepša hvala, dr. Cviter. Na eno vprašanje ste že spotoma odgovorili. Tako da, evo, mi se vam najlepše zahvaljujemo za danes. Tako da, Ja, hvala lepa. najlepša hvala tudi za